Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v občini Vipava. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 50 minut. Kar ima to pokopališče, je nekaj, česar nikjer drugje v Sloveniji ne morete najti. Tok je dober, da bi kar zaplesala. Ampak za vas imava še neki. Trenutna najina top 10 lestvica pa je takšna. Iz avta pa že lahko vidiva prvo lokacijo in to je Nanos. Zelo priljubljen kraj za pohodništvo in gorsko kolesarjenje. Pred nekaj leti je bila tudi tam Lali, zato vam bo več povedala o tem. Hodili smo približno 2 uri in 20 minut. Pot je bila res lepa, z osupljivimi razgledi vse smeri in pa čudovito naravo povsod okoli nas. Ko smo pa prišli na vrh, je bila žal megla, zato nisem mogla uživati v znamenitem razgledu. Na srečo pa sem se lahko pogrela s pasuljem in pa čajem. Na splošno je bil to zelo lep pohod in bi ga zagotovo še enkrat ponovila. Južni in vzhodni del planote sta zaščitena kot naravni park, zaradi redkih rastlin in ohranjene narave. In sva že na naslednji lokaciji, ampak najprej mora uživati v tem čudovitem razgledu. Evo ga, tukaj je grad Lože. Bil je zgrajen v 12. stoletju in gleda na čudovito vas Lože. Okoli leta 1675 je Janez Kobenza na tem mestu zgradil dvorec, ki je bil dom bogatih družin vse do 2. svetovne vojne. Danes je grad Lože morda zdi pozabljen, vendar počasi ponovno oživlja. Neprofitna skupina ga korak za korakom obnavlja in varuje. So let's check it out a little bit. Ko raziskuje območje, se postopoma razkriva njegova arhitekturna lepota in bogata zgodovina, ki pripovedujeta zgodbo, ki pravzaprav nikoli ni bila izgubljena. Zdaj pa do velike klopi. 5 minut sprehod in bo tam. Mislim, da vzpon ne bo težek, ker so razgledi posod in so res hudi. Oh yeah! Big orange bench. Se vidi, da je velika. You can see it's big. Evo naju, sediva na prvi veliki klopi v Sloveniji in to je najin razgled. Koncept je ustvaril oblikovalec Chris Dangle skupaj s svojo ženo, da bi spodbudila lokalni turizem. Velika klop pa ni samo kraj za sedenje, ampak je priložnost, da se lahko sprostiš in uživaš v čudovitem razgledu. Zdaj pa stojiva pred dvorcem Lantieri, ki je bil zgrajen leta 1659 in stoji na glavnem trgu v Vipavi. Nekoč je bil kulturno in družabno središče, ki je gostilo veliko znanih ljudi. Danes pa je popolnoma prenovljen in v njem deluje univerza. Seveda si ga lahko obiskovalci še vedno ogledajo, tako da greva noter. Pod dvorcem Lantieri je vinska klet. Tukaj lahko najdete vina iz različnih delov Vipavske doline, katere lahko tudi poskusite in kupite. Hkrati je to tudi turistično-informacijska točka. Reka Vipava ima tukaj svoj izvir. Izvirov je več in so pod pobočjem Nanosa. Tukaj na tabli lahko vidimo, da jih je 7 in trenutno se nahajava tukaj. Zelo je lepa reka, zato se bova malo sprehodila ob njej do najine naslednje lokacije, tam pri mostu. Greva Lali! In končno smo na naslednji lokaciji, o kateri je govoril Matic. Kot lahko vidite, tukaj stoji stolp. To je tabor Stolp 1. Eden od 2 ohranjenih stolpov s trdo zasnovo iz 16. stoletja. Ta kraj so utrdili, da bi zaščitili domačine pred turškimi vpadi. Od tukaj lahko uživate v lepem razgledu na stolp, reko in most. Res prijetna lokacija z malo zgodovine. I don't know, this is so beautiful, this is so cool, I love architecture, it's so cool, I don't know. Hodva proti centru Vipave. Na hribu za mano lahko vidite stari vipavski grad. Zgrajen je bil okoli leta 1100. Grad je skozi zgodovino pripadal več družinam. V 16. stoletju pa ga je prevzela družina Lantieri. Danes vodi do njegovih ruševin pot, od koder so čudoviti razgledi na Vipavsko dolino.
Zdaj stojiva pred pokopališčem, ki ima nekaj, česar nikjer drugje v Sloveniji ne morete najti. Majhen namig, starodavno je, ogromno in prišlo je naravnost iz Egipta. Da, gledate prave egipčanske sarkofage iz rdečega granita. Odkrili so jih blizu velikih piramid v Gizi in izvirajo približno iz leta 2450 pred našim štetjem. Anton Laurin je bil generalni konzul, raziskovalec in egiptolog. V Vipavo je prinesel 2 egipčanska sarkofaga iz rdečega granita. Tukaj sta danes pokopana njegova starša in njegov sin Albert. Zdaj pa preskočiva nekaj tisoč let naprej in se podajva v drugo zgodovinsko poglavje. Greva v Vipavski vojni muzej. Ko vstopiva, preteklost oživi. Utripajoče luči, oddaljeni streli in obnavajoči koraki ustvarjajo napetost Soške fronte. Hudega bojišča prve svetovne vojne med avstro-ogrskimi in italijanskimi silami. Iz sobe v sobo hodiva skozi zgodovino. Bolnišnica z obrabljenimi povojn medicinskimi orodji, delavnica, kjer so kovači in krojači ohranjali vojni stroj pri življenju, poveljniški prostor z zemljevidi in pismi z fronte, globoko podzemno pa jama, nekoč zavetišče, danes pa prava časovna kapsula. Celotno izkušnjo je ustvaril Mitja Močnik, veteran in zgodovinar, ki je desetletja zbiral in ohranjal te predmete. Full museum, as you could see. Res zanimiv muzej o prvi svetovni vojni, ampak za vas imava še neki. In a bit. Jeseni 2025 so odprli novo zbirko o drugi svetovni vojni in boju Slovencev za samostojnost. So now I will say something in Slovene for my brothers. Max and Mike, a se spomnite, oziroma ali prepoznate, kje sva? A se spomnite? Tele sta bila kar velik. Vsak po pol leta, pa še kaj po mojem. So, back to English. Noben obisk pa seveda ni popoln brez okušene lokalne hrane. V gostilni Pod Farovš naj čaka degustacijski meni. Ta združuje tradicijo, ustvarjalnost in nekaj presenečenj. So beautiful, look at this. Sediva na terasi ob enem izmed izvirov Vipave, ki mirno teče mimo. To je res povod trenutek za kozarec penečega vina. Yes. So good. Peva penina zelena iz vipavske družine. Sveža, aromatična in okusna. Very good. Evo ga, pozdrav iz kuhnje za začetek. What? A little bit sweet and then pašteta. To je princeska z marmelado iz fig in piščančjo pašteto. Potem je tukaj stepeno maslo z gorčičnimi semeni. It's so creamy. In pa še goveja juha po njihovo. What? It's so interesting, right? Damn. It's so interesting. Goveja župa. O moj bog, ta obrok. Juha je čist drugačna od vsega, kar so kadarkoli poskusila. Naslednja predjed je pa tok dobra, da bi kar zaplesala. Ampak iskreno, kar hitro postanem sramežljiva. To je marinirana postrv s koromačom, limonino majonezo, grahom in še veliko več. Crazy boot. To je prav hrana za Lali. Seveda tudi zame, ampak ona obožuje ribe. Res vredno obiska. In zelo blizu centra, le 2 minuti od dvorca Lantieri. Poglejmo, kam je še za nas. Tukaj je fregola z baziliko, sušenimi paradižniki in suhimi olivami. Na vrhu pa je pena, ki je v bistvu narejena iz paradižnika in to je res zanimiv. Lali, jump in. Oh, good vibes, Pesto. Ne morem sploh opisati, koliko dober je. Res neverjeten. Sploh se ne da opisati, koliko je dober. Dajmo pogledati, a se bo ta niz odličnih okusov nadaljeval. Zdaj bomo poskusila glavno jed. In sam, da je prišlo na mizo, je bil von takoj. Wow. Wow. Kruslava krompirjeva polenta, korenje, majonezo z drobnjakom, cvetovi divjega česna in počasi pečena goveja rebra v bogati demi-glaze omakci. Ta nasmeh pove vse. Hrana je res vrhunska. Tudi sladica je neverjetna. Imava igrivo različico polente in kislega mleka. Zelo zanimiva in unikatna sladica, katero definitivno moš tudi preizkusiti. Nepozabno.
Od penine zelena do te igrive sladice, vsaka jed te presenet. Ta meni je res neverjeten in najni obrazi so povedali vse. Občina 22 od 212 končana. Občina Vipava skoči na 3. mesto na najni lestvici. Tukaj je pa še meheren pogled v to, kaj te čaka v naslednji epizodi. Če ti bil video všeč, stisni en všeček, narod se na najin kanal, kjer je to popolnoma brezplačno, del s prijatelji in družino, pa se vidimo v naslednji epizodi. Čau!